Pozdravljeni ob koncu tedna v Novem Faktorju. Tudi slavni ljudje niso imuni na težke življenjske preizkušnje in bolezni. In rak je takšna bolezen, ki ne izbira. Številne zvezdnike je tako doletela težka diagnoza rak. Kot navadni smrtniki so se tudi oni spopadali z različnimi strahovi. Da so o tem spregovorili, so marsikomu dali upanje. Pri raku je zelo pomembna hitrost ukrepanja in takšno osveščanje pripomore k temu, da se človek opogumi in ukrepa. Med tistimi, ki so v svoji težki bitki tudi javno spregovorili, je Denis Malačič, radijski in televizijski novinar, ki bo z nami delil svojo zgodbo. Ana Fetih, ki skrbi za vedno sveže novice na spletnem portalu žurnal24.si, pa nam bo povedala, kako so se s tem soočali ostali zvezdniki. Dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Denis, vse skupaj se je začelo na dopustu leto dni nazaj. Ja, vse skupaj se je začelo na dopustu leto dni nazaj, 2 dni pred odhodom domov. Začutil sem prvo bolečino v modu. Nisem vedel točno, kaj ne bi to pomenilo. Bil je tudi vročinski val v Berlinu in tudi žural sem, tako da v bistvu sem mislil, da se mogoče slabše počutim zaradi tega, ker sem bil, sred tega dogajanja. Ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, sem potreboval kar nekaj dni, preden sem šel do svoje zdravnice, ampak ko se je to zgodilo, je najprej mislila, da gre za vnetje, ker se je potem drugi dan na polikliniki izkazalo ob dodatnih preiskavah, da je v bistvu situacija dosti slabša kot je vnetje in se je izkazalo, da gre v bistvu za raka, ki je bil že precej razširjen. Ta teden smo v reviji Nova prebrali, da se je s to diagnozo soočila tudi Ksenija Sešelj, ki je kot prva morala zapustiti kmetijo. Denis, ko kaj takega prebereš, tudi sam podoživiš svoje težke trenutke? Nedvomno, vsaka nova objava oziroma vsaka nova zgodba, ki je povezana z rakom, se te dotakne zaradi tega, ker točno veš, kaj vse si moral iti sam. In v bistvu nekega dne sem v enem izmed svojih zapisov napisal, da nekdo, ki nikoli ni zbolel z rakom oziroma ga ni doletela nobena podobna diagnoza, ne bo pravzaprav nikoli vedel, kako težko je nekomu, ki ga to doleti. In njena zgodba je, vse kolikor jo poznam, zares navdušujoča in mislim, da je lahko zgled marsikomu med nami, tudi s tem, ko se je odprla, recimo spregovorila, da pač ne more imeti otrok. Tudi jaz sem konec koncev moral darovati svoje seme, tudi meni se lahko zgodi, da recimo bi zaradi kemoterapij bil neploden. In to so v bistvu take precej težke življenjske izkušnje, ki ko te doletijo, te definitivno pač na nek način spremenijo. Ja, veliko zvezdnikov je zbolelo za rakom, veliko jih je raka premagalo, nekateri so boj za hrbtno boleznijo na žalost izgubili. Ana, ker je to zelo občutljiva tema, na kaj novinarji pri tem pazite? Predvsem poročamo o tem, če slišimo za tako diagnozo, da se je nekomu to zgodilo, ga seveda pokličemo, prvo preverimo, ali želi sploh o tem govoriti, če ne želi, to spoštujemo, a ne. Različno, kakšni se svojo zgodbo želijo deliti, kakšni tudi ne. Seveda pa vsak verjetno ob svojem času, ne. Sigurno na začetku, ko zveš stvar, rabiš sam tudi predelati se s tem, kako se boš soočil, spoprijel s tem in verjetno, če bi takoj povedal javnosti, ker si še sam nisi na jasno prišel, si predstavljam, da ni glih fino, ne? Zato jim pustimo, da povejo takrat, ko si sami to želijo, ne? Predvsem pa ponavadi je vedno tako, da najprej sami objavijo na družabnih omrežjih, potem pa jih mi pokličemo, če bi želeli svojo zgodbo še za naš medij povedati. Simona Weiss je bila kraljica ljudskih src in njena smrt je zelo pretresla slovensko glasbeno sceno. Na nek način lahko rečemo, da rak res ne izbira. Ana? Ja, res je. Glih dan sem Denisov zapis prebrala, ker sem imela malo tak kaotičen dan, pa te vse neki mot, pa tako. Pa v bistvu, kako je pisal o tem, kako je šel na pregled na Onkološki inštitut in kako res, danes te ni, jutri si,
danes si vpet v toliko enih vlog, ko pa enkrat zboliš, pa v bistvu imaš samo še eno nalogo in željo, da ozdraviš. In res, kako moramo biti hvaležni za vsak dan in te malenkosti in uživati v njih, ker ni nujno, ne, da bo tudi jutri. Da bo jutri tako in tega se res premalo zavedamo. In mogoče šele, ko se to nekomu slavnemu dogodi, ne? Nekomu, ki ima vpliv, ki ima denar, ki ima videz, ki v bistvu zgleda vse mogočen, ne? Pa v takih trenutkih vidiš, da je v bistvu ranljiv in marsikdo se potem s to zgodbo poveže in mu pomaga v težkih trenutkih. Ne? Ni nujno, da samo tistim, ki zbolijo ali pa samo tistim, ki zbolijo za rakom, ampak meni osebno je recimo Denisova zgodba navdih, tudi če nisem bolana v težkih trenutkih. Ne? Kako lepo, najlepša hvala za to moram pokomentirati. Ja, dobival sem tudi očitke, da pač na račun tega, ko govorimo o svoji bolezni oziroma pač tudi diagnozi, da si poskušam pridobiti, ne vem, privržence oziroma pač neki ljudi, ki mi bodo sledili. Ampak iskreno, dobil sem toliko sporočil podpore v času, ker pač sem bil v bolnišnici na Onkološkem inštitutu, ker sem govoril o kemoterapijah. In toliko vprašanj dobivam zdaj, potem, ko sem raka prebolel, strani tistih, ki ga imajo recimo doma v ožjem družinskem krogu ali pa recimo jim zbolijo prijatelji, kako lahko pomagajo, kako lahko pač, ne vem, kakorkoli bodrijo nekoga oziroma prispevajo k temu, da bi pač bil bolj motiviran oziroma da bi verjel, da lahko to preživi. In ja, težko je, ampak ogromno je v glavi, ogromno je. Ko se enkrat sprijazni s tem, je prav, da daš iz sebe svoje misli, svoje občutke, svoje besede in s tem, ko dejansko iskreno spregovoriš o tem, lahko še nekomu, ki je, tako kot je Ana povedala, zdrav, mu lahko daš navdih, da začne ceniti tiste trenutke, ki jih imamo vsakodnevno okrog sebe v svojih življenjih, pa jih sploh ne opazimo, za katere smo lahko hvaležni, veseli, da jih imamo. Ker konec koncev naš problem je največkrat ta, da vidimo samo tisto, česar nimamo in si želimo tega onega, ampak nismo pa zadovoljni konec koncev s tem, kar dejansko imamo in marsikdo oziroma vsi med nami imamo razloge za to, da smo lahko hvaležni. Ampak, ko si izvedel za svojo diagnozo, si pomislil tudi na najhujše? Definitivno, mislim, ko sediš na hodniku oziroma pač tudi v ambulanti in ko zveš, da imaš raka, je prvo vprašanje, zakaj ti, zakaj se to dogaja tebi. Tudi meni se je recimo zgodilo, kot sem že nekajkrat zapisal, da sem bil nekega dne, ko sem bil še študent, pri bioenergetičarki, ki mi je rekla, da nikoli ne bom zbolel z rakom in potem se mi je zgodilo točno to. Se pravi, tudi kot novinar sem 2-krat oziroma 3-krat poročal o raku, recimo na dojkah, potem tudi o raku na modih oziroma prostati. In nikoli, ko sem bil pač kot v vlogi novinarja, ko sem se pogovarjal, ne vem, recimo s katerim bolnikom, nisem imel občutka, da bi to lahko doletelo tudi mene, ampak potem te doleti in normalno, rak absolutno povezujemo s smrtjo, ker je to bolezen, ki je ena izmed najtežjih oziroma pri kateri se lahko zgodi tudi najbolj črn scenarij in definitivno ni lepo živeti nekje na robu, kjer ne veš, kaj se bo zgodilo, ali boš preživel ali ne. Ja, številni priljubljeni igralci in glasbeniki se borijo za življenje. Medtem ko nekateri to skrivajo pred očmi javnosti, jih je kar nekaj o tem javno spregovorilo. Ana, bi se morali znani še bolj izpostaviti? Zdaj, znani, neznani, v prvi vrsti so to ljudje, ne, s svojimi čustvi, doživljanji, tako kot sem že rekla. Vsak se ob svojem času odloči, kdaj bo povedal ali bo povedal. Mogoče kakšni tudi skrivajo, imajo občutek, da jim bojo ljudje, ker so pač uspešni, tako da jim bojo privoščili v smislu, lej, sej zdaj mu je pa spodletel, ne, ali pa v bistvu doživljajo sami to kot neuspeh. Jaz predvsem mislim, da tako mediji, kot ostala okolica, moramo spoštovati, da to človek pove ob svojem času, ko je on to pripravljen, ne. Mislim, zakaj bi se lahko več o tem govorili, mogoče, da se razbije ta tabu, ne, rak, smrt.
Tako, kot je tudi Denis rekel, jaz tega nisem doživela, si pa predstavljam, ko zveš za tako stvar, da seveda pomisliš na najhujše, da se bo tudi na to, da se bo tvoje življenje končalo, kaj si narobe naredil in tako. Tudi med samo, v bistvu veliko zvezdnikov pove takrat večino, ki že prebolijo to, ki je to za njimi, ne? In v bistvu to kot neko pozitivno zgodbo potem, ki lahko navdihuje druge ali pa daje upanje bolanim, ne? Še vedno pa se mi zdi, da se pa redki odločijo, da bojo to povedali na začetku te poti do okrevanja ali med samim okrevanjem, kar je sicer po eni strani razumljivo, a ne, ukvarjajo se sami s sabo, nimajo toliko energije zaradi terapij, tako da težko se ukvarjajo še z mediji in z okolico, ampak mogoče bi pa to rabili, da res razbijemo te tabuje, da pač rak ni tabu, da je tega seveda vsi vemo ogromno med nami, da tudi s to boleznjo seveda danes veliko primerov že ozdravijo in živijo naprej še bolj polno življenje. Tako da na ta način, no, v tej smeri. Seveda pa, kot sem rekla, vsak se zase odloči in zakaj se odloči, da bo razkril ali pa ne razkril, je to njegova stvar in moramo to spoštovati. Rebeka Dremelj je pred leti zbolela za rakom na ščitnici. Izkazala se je še za večjo borko, kot smo jo prej poznali. A ne, Ana? Res je, ja. Rebeka je sploh en tak, tudi kdor jo osebno pozna, ve, da to ni samo maska, da je za Rebeko Dremelj res njeno medijsko podoba ena topla oseba, ki je mar za soljudi, in tudi veliko na tem področju naredi, že prej je, se mi zdi, da po bolezni še več, zato ker je imela to močno izkušnjo in mislim, da je to del njene poti, kako tudi pomagati drugim, svojo zgodbo pomagati drugim in na nek način pa tudi razkriti sebe, da je tudi ona samo človek in se je to pač zgodilo in tako, no, neka res, res pozitivna zgodba je iz tega prišla in se mi zdi, da so jo ljudje še bolj za svojo vzeli, no, po tej izkušnji. Pa mogoče Denis prav, jaz si nabirati neke pike pa sledilce na ta račun, ampak to se zdi meni res grdo, no, kako lahko ob taki stvari pomisliš na kaj takega in kdo bi izkoriščal tako stvar, a ne. Se mi zdi pa tisti, ki se odločijo, se mi zdi res lepo, da na ta način opogumljajo in navdihujejo druge, kot sem že rekla, no. Denis, si se tudi ti počutil na trenutke kot Feniks, ki se je pobral iz pepela? Ja, dobra, v bistvu dostikrat sem si ponavljal, oziroma tudi, ko sem v bistvu bil v najtežjih trenutkih, pa sem iskreno imel trenutke, ko sem recimo zjutraj nisem imel volje vstati, iti z postelje, pa vse, bil sem kot, ne vem, neke vrste fikus v dnevni sobi, mimo katerega pač gre svet. Sem si mnogokrat pač govoril, da nekega dne bom spet zrasel kot Feniks iz pepela oziroma vstal. In zdaj 1 leto potem, ko so me diagnosticirali in ko sem prav danes imel pregled na Onkološkem inštitutu in je vse v redu, tako da sem res hvaležen in vesel, da je tako. Dejansko na nek način si se na novo rodil, si hvaležen za to, da si še vedno lahko tukaj, da lahko deliš svoje misli, svoje pač izkušnje. In iskreno, ko pogledam nazaj, se mi zdi, da 2 leti pred dejstvom, da imam raka, da sem bil na nek način izgubljen in da pač nisem točno vedel, kaj bi dal ljudem, oziroma želel sem nekaj dati, da bi jih navdihnilo, da bi jim pomagalo, da bi poskrbelo za to, da bi bili boljše, oziroma da bi pač naredili karkoli, da bi, ne vem, uresničevali svoje sanje, da bi doživeli tisto, kar si želijo doživeti, pa morda nimajo poguma. In prav preko s pomočjo tega, ko sem tako iskreno delil svoje misli, svoje doživetja, kemoterapiji, tudi same diagnoze, se mi zdi, da sem se res dotaknil ljudi in da so me začutili preprosto v najbolj iskreni različici, kot dejansko sem. In na nek način
sem hvaležen za diagnozo zaradi tega, ker mi je pokazala, kaj je v življenju zares pomembno in kaj je tisto, s čim lahko dejansko ljudi navdahnemo oziroma jim damo nekaj dobrega in s tem naredimo ne dobro neki samo zase, ampak tudi za ostale. Res je. Sama si niti ne predstavljam, kako je grozno, ko ti zdravnik postavi diagnozo rak. Kako si to doživljal? Ja, težko. Prve trenutke pač sam premlevaš v mislih, zakaj, sploh ne dojameš. V bistvu tudi nekaj dni, ker se vrtiš okrog zdaj zdravnikov, ker imaš nove in nove preiskave, je težko in tudi imel sem trenutke, recimo, ko sem se vrnil nazaj na Onkološki inštitut, konec koncev imel sem 4 cikluse kemoterapije, kar pomeni, da sem bil na Onkološkem inštitutu od ponedeljka do petka, noter v bolnišnici, ves teden priklopljen dejansko na cevke, ki ti tečejo noter v žilo. Sem prišel nazaj, sem bil sam v sobi, celo takrat sem dobil, pač to se je zgodilo, ko sem prišel na drugi ciklus. 2 dni sem bil sam v sobi, potem so me prestavili, ker so tisto sobo potrebovali za drugega bolnika. In se je zgodilo, da sem se preprosto zlomil tam, ko so se vrata zaprla in sem ostal sam. Zaradi tega, ker prej si obkrožen s tolikimi ljudmi, pa vse kar nenadoma, pa si v bolnišnici, sam v sobi, priklopljen na kemoterapije, dobiš knjižico, v kateri so opisani vsi stranski učinki, ki te lahko doletijo. In zdravniki ti rečejo, ne tega brati, zaradi tega, ker pač normalno ti bo na psiho šlo in se boš še bolj zasekiral, ampak seveda, da malo polistaš, pogledaš in ko vidiš, kaj vse te lahko doleti ob tem, ko prejemaš kemoterapije, je težko in ne vem, zdaj, ko študiram nazaj, še sam kdaj, pač ne vem, kje sem našel navdih, ampak verjel sem, da to ni to in da bi moralo nekaj več biti v življenju in dejansko mi je s to miselnostjo tudi v najtežjih trenutkih uspelo. Ko boš nekega dne umrl, bo na nagrobniku tvoje ime ali ime tvoje službe. Te je tik pred postavitvijo diagnoze vprašal zdravstveni delavec. Si dejansko komaj takrat začel razmišljati o svojem življenju? Ja, jaz sem en izmed tistih ljudi, ki sem želel uspeti, zaradi tega pač sem od nekdaj dost časa posvečal delu, posvečal pač svoji karieri, tudi konec koncev sem samostojen podjetnik, se pravi, pač moram ogromno delati za to, da lahko pač, ne vem, preživim v današnjih časih. In tako se mi je zgodilo, da sem kombiniral 2 službi, spal po 4-5 ur, bil pač, ne vem, ves čas vpet v neko delo. In tudi ta dan, ko sem bil pač na polikliniki in ko bi me morale čakati dodatne preiskave, bi moral iti delati, ampak so me potem zdravniki prepričali, da pokličem v službo, pač povem, kakšna je situacija, ostanem tam, opravim te preglede in takrat mi je dalo zamisliti definitivno in ja, 2 uri kasneje oziroma nekaj takega se je pa izkazalo, kakšna je diagnoza in v bistvu sem hvaležen, da so bile to težke besede, ki se te vendarle dotaknejo in hvaležen tem zdravnikom, da so mi to povedali. Kdaj pa si povedal svojim najbližjim za diagnozo? Ja, se je pa zgodilo še isti dan, ko sem odhajal z poliklinike, v bistvu prav spomnim se, hodil sem po poti, najprej poklical mamo, se zjokal, potem poklical sestro, se zjokal. Bilo je težko, prišel do stanovanja, jokal še naprej, sporočil svojim kolegom najbližjim, ko smo se že prej pogovarjali, pa sem povedal, da se mi zdi, da se nekaj dogaja. In vsem sem neizmerno hvaležen, jokali so skupaj z mano in ves čas trajanja zdravljenja so mi stali ob strani in tudi v najtežjih trenutkih našli misli, besede, s katerimi so me bodrili in mi stali ob strani. In tudi jaz sem imel iskreno normalno, saj pač, ko te doleti taka diagnoza, imaš tudi kdaj. Ne moreš biti, ne vem, ves čas nahajpan, ves čas biti vesel, pozitiven, normalno, da se sesuješ, da imaš težke trenutke, tudi kdaj, ne vem, recimo, ker vrez tebe ven, pač jeza in kdaj pač sem bil tudi malo težje prenašljiv, oziroma kako naj rečem, ampak ja, definitivno več kot hvaležen za to, da so tako močno stali ob strani in da so me bodrili. Nadaljujemo po kratkem predahu.
Dobrodošli še enkrat v Novem faktorju, kjer govorimo o diagnozi rak. V Sloveniji je rak med najpogostejšimi vzroki smrti in sicer na 2. mestu, pri moških pa celo na 1. mestu. Tako pri nas diagnozo o raku vsako leto zboli 13.000 ljudi. Med rojenimi leta 2015 bo predvidoma eden od 2 moških do svojega 75. leta zbolel za rakom. To je precej zastrašujoč podatek. V Sloveniji je ključen problem, da raka pri moških odkrijejo prepozno, kar zmanjša možnosti za uspešno zdravljenje. Denis, še večji problem je, če si zvezdnik, saj te tudi zdravniki morda poznajo. Pa ne vem, se mi zdi, da enkrat, ko si v vlogi pacienta, ni pomembno to, ali si zvezdnik ali pač ne vem, nekdo drug ali kdorkoli. Konec koncev v Sloveniji ne moramo govoriti o zvezdništvu, se mi zdi, ampak to je pač verjetno za kako drugo temo oddaja, oziroma tema za drugo oddajo. Skratka, meni se zdi bolj pomembno to, kakšen odnos imaš ti do, ne vem, recimo osebja, do medicinskih sester, do zdravnikov, takšen odnos bodo imeli oni nazaj, ne? In moram povedati, da ves čas svojega zdravljenja sem imel fantastično ekipo res izjemnih zdravnikov, katerim se na tej točki iskreno zahvaljujem za vse, kar so naredili zame, in verjamem, da na nobeni točki nisem bil privilegiran zaradi tega, ker pač delam v medijih oziroma ker me mogoče pozna malo več ljudi kot mogoče nekega običajnega pacienta, ki pride tja. Tako da, kar se tega tiče, dvomim, da bi bil kaj v plusu. Je pa res, da ogromno pomeni topla beseda in dobro dejanje, in predvsem na tem sem želel bazirati tudi svoj odnos do osebja, ki je skrbelo za moje zdravje. Ampak moški že zaradi svoje moškosti težko odprejo vrata ambulante. Si se tudi ti težko odpravil k zdravniku? Ja. Od prve bolečine pa do dne, ko sem obiskal svojo zdravnico, je minil skorajda mesec. Dejansko je moje modo se na koncu že tako povečalo, da sploh nisem mogel spati normalno in sem si moral dajati med noge vzglavnik. In potem se mi je še zgodilo, pač prideš v bolnišnico, normalno ti dajo v podpis papirje za študente, ki se recimo, ne vem, uvajajo, da so zraven, pač ne vem, pri pregledih, pri tudi, ne vem, recimo pogovorih in tako naprej. In se mi je zgodilo, da ko sem imel ultrazvok na polikliniki, je bila noter zdravnica, specializantka, pa še 3 študentje. In ti enostavno rečejo, ležite se tukaj na posteljo, hlače spustite dol in normalno pač vsemu prostoru razkažeš, pač ne vem, spodaj, kaj imaš, in občutek definitivno ni prijeten, ampak to je del zdravljenja in nekje se morajo učiti tudi mladi ljudje in vzameš v zakup, da pač se to mora dogajati. In nekateri deli zdravljenja oziroma nekateri deli pregledov, karkoli, so normalno težji od drugih, ampak vse to vzame sabo zdravljenje in pač drugo ti ne preostane, kot da se v tistem trenutku sprijazniš in poskušaš pač, ne vem, maksimalno ohraniti mirno in kri in pač, ne vem, optimizem. Na nedavnem dobrodelnem dogodku je Rod Stewart razkril, da je skrivaj premagal raka. Bitko za hrbtno boleznijo je bil 3 leta. Dejal je, da je bolezen premagal, a le zato, ker so jo odkrili pravočasno. Tega nihče ne ve, a je čas, da povem vsem. Zdaj sem na varnem. Glasbenik je ob tem vse pozval, naj redno hodijo k zdravniku. Ana, si spremljala to zgodbo? Smo spremljali, to v medijih. Seveda, to je ena izmed najbolj pomembnih stvari, da čim začutimo, da bi karkoli z nami bilo narobe, da res gremo k zdravniku. Velikrat pa ti pol celo okolica govori, pa si hipohonder, pa to, pa ono, ne. Raj greš, tudi če greš zastonj, boljš, kot da bi zamahnil z levo roko in šel čez to, pa mogoče se res kaj dogaja in ne bi pravočasno odkril. In da to pove tak zvezdnik, kot je Rod, ki ga obožuje res milijone ljudi po vsem svetu in je mogoče glih tisti trenutek nekdo v podobni koži, ki ga kaj mot na telesu, pa se odloča, bi šel, a je kaj ali ne, in mogoče sliš Roda to reči in si misel, evo,
grem pogledat, če je slučajno kaj. Meni se zdi to samo pozitivno, no. Zato pa ja, imajo res zvezdniki in ljudje v medijih vpliv in če ga uporabijo tudi za tak namen, se mi zdi to samo dobrodošlo in pozitivno, pa če samo enega spodbudi k temu, da gre na preventiven pregled. Res je, pregledovanje mot je izjemno koristno, kajti moški lahko na ta način pravočasno odkrije kakršnokoli spremembo. Redno mesečno pregledovanje dojk pa je pri ženskah izrednega pomena za zgodnje odkrivanje raka dojk. Poglejmo si delček iz serije Seks v mestu, ki je fiktiven, a zelo nazoren prikaz, kako se lahko pri ženski ugotovijo spremembe. Ms. Jones, you have a lump I'd like you to have checked out before we begin our work. It's right here. You could feel yourself. Are you kidding? No, I'm afraid not. Okay, but it's not serious, right? Well, it's probably just a cyst, but we want to be absolutely sure. I'd like you to have it looked at as soon as possible, okay? Tudi igralka Cynthia Nixon, ki jo poznamo po vlogi Mirande v seriji Seks v mestu, je prebolela raka na dojki. Rak dojke je trenutno najpogostejši rak žensk in najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri ženskah v Evropi. Ana, tudi zaradi tega je pomembno, da se o tem govori vedno in vedno več. Res je, ja. In tudi pri nas imamo veliko znanih Slovenk, ki so spregovorile na tem področju. Tako da se mi res zdi to izjemno dragoceno, no, da se ljudi o tem osvešča, ne, ker tako, kot sem rekla, zvezdniki imajo določen vpliv, ne samo vpliv, tudi prostor v medijih in je res super, če ga porabijo tudi za ta namena, ne. Ogromno prahu je pred 6 leti dvignila javna izpoved Angeline Jolie, ki si je dala iz preventivnih razlogov odstraniti obe dojki. Sledila pa je še odstranitev jajčnikov. Mojim otrokom tako ne bo treba povedati, da je njihova mama umrla za rakom na jajčnikih. Je pogumno odločitev, ki jo je sprejela tudi zaradi svojih 6 otrok, pojasnila igralka. To potezo podpirajo številni zvezdniki. Res je, ja. Je pa mogoče tudi takrat se javnost, mi smo o tem poročali, zelo razdelila na dva pola, ne. Ker tako, kot sem rekla, sploh zvezdniki, pa to je še Angelina Jolie, ne, še ena največjih igralk današnjega časa, ima še toliko večji vpliv in so strokovnjaki in zdravniki bili v skrbeh, da ne bi si ženske zdaj množično začele odstranjevati rodila in dojke, zato ker bi se zgledovale po Angelini, ne. Moramo vedeti, da ona je imela to bolezen v družini, da se danes tudi lahko, jaz ne vem veliko o tem, tako da zdaj čisto laično govorim, gen, nek dednostni testira, ne, koliko imaš teh možnosti in seveda je ona to vse naredila in se potem na podlagi tega odločila, ne. Zdaj pa zdravniki so pa bili tam v strahu, da bi ženske kar tako malo pavšalno si odstranjevale organe in vem, da takrat je tudi Savina Attaj na to zelo upozorila, ne, ker vseeno vsak organ v telesu ima svojo funkcijo, vse, kar se odstrani, seveda vpliva na celostno, tako da tukaj je pol res treba, ampak si pravim, jaz tukaj nisem strokovnjak, povem sam, kako se je o tem pisalo takrat, ne. Treba je verjetno res pol celostno, koliko je tega tveganja in koliko ga ni, da se to splača narediti. Seveda pa to potem po svetu zdravniki in tako, ampak glih ta primer je res tak tipičen, no, ker se je javnost, ker ima res ona tak velik vpliv, ne, in se je javnost razdelila, tako da se mi zdi, da tukaj je tudi odgovornost, ne, kaj povedati in kako povedati in vseeno mora biti tukaj tudi, morajo paziti zvezdniki, ne, da so tudi strokovni v teh svojih izjavah in zgodbah, da mogoče kdo to pa v negativno potem ne potegne, ne.
Tudi Kylie Minogue je raka prebolela leta 2005, a zaradi bolezni skoraj prenehala peti. Kar nekaj let je minilo, preden je bila prepričana, da je bolezen izginila in da se je spet počutila zdravo. Pomagal ji je nasvet bližnjih, naj bo sebična in pusti, da ji pomagajo. Denis, si tudi ti upošteval ta nasvet? Ja, poanta je, da pač dokler me ni doletela diagnoza, nisem neki se poglabljal oziroma študiral pač karkoli o raznih nasvetih, tudi kar se tiče, ne vem, recimo samo pregledovanja vsega ostalega, kar je pač bilo, ne. Je pa potem enkrat, ko te doleti diagnoza, normalno, da začneš brskati za dodatnimi informacijami, da gledaš, kje lahko izveš čim več o tem, kako lahko pomagaš sam sebi. In tudi recimo konkretno marsikdo pri zdravljenju z rakom se loti tudi alternativnih poti oziroma pač tudi kakšne izbere druge poti, ne samo recimo farmacevtske oziroma zdravniške. In se mi zdi, da če nekdo verjame v to, je prav, da ga tudi pri tem se seveda podpre, ne? Da ne zavira in če pač, ne vem, nekdo želi, tudi spoznal sem recimo bolnike, ki so odhajali v Rusijo k zdravilcem, prekinili s kemoterapijami, potem recimo prišli nazaj na kemoterapije ali pa tudi, ne vem, nekoga, ki verjame, da si je pomagal s konopljino smolo ali pač kako drugo obliko, zakaj pa ne? Če nekdo v to verjame, se mora pač tistega lotiti. Kako si ti pomagal? Pri meni je moj zdravnik, onkolog, povedal, da pri moji obliki raka ne vidi potrebe potem, da bi si pomagal z alternativo, ampak iskreno sem si, ker pač tudi, ne vem, ko ljudje izvejo, da te je doletela ta diagnoza, dobiš takšna in drugačna sporočila, poskušajo ti pomagati, nekateri, ne vem, recimo s kakšnimi starodavnimi zvarki, iz raznih, ne vem, recimo čebule pa podobne stvari imeti, tako da sploh kar se tiče recimo imunskega sistema, ki se ti v času kemoterapije ruši, ker ti kemoterapije prizadanejo tudi zdrave celice, ne samo rakave. Sem poskušal pač, ne vem, piti čim več takega, ne vem, recimo sok rdeče pese, potem tudi aronija zelo pomaga, tudi pač čim več sadja, zelenjave. Kar se tiče, ne vem, recimo alternative, pa sem posegal po konoplji in verjamem, da mi je pomagala. Ampak so bili trenutki, ko bi najraje zamolčal javnosti o svojem stanju? Vedel sem, ko me je doletela diagnoza, da ne morem zginiti kar, ne vem, nekam zaradi tega, ker delal sem v medijih, bil sem na radiju, bil sem del televizijskega sveta in ko so mi zdravniki povedali, da me čaka vsaj pol leta bolniške, je to pomenilo, da pač enostavno me ne bo nikjer. In imel sem ogromno ljudi, tudi kar se tiče na družabnih omrežjih, in iskreno ogromno mi je pomagalo, da sem svoje misli in svoje občutke takrat prelil v besede, pisal o tem, objavljal tudi fotografije, ki so, se mi zdi, na nek način sporočale tudi moje počutje v bolnišnici. In sem hvaležen, da sem to naredil, zaradi tega, ker mi je iskreno ogromno pomagalo. Dobil sem ogromno sporočil, na nekatera še danes nisem uspel odgovoriti, ker se je tega res nabralo, ampak ko vidiš, da lahko za svojo boleznijo, z tem, ko se spopada z njo, dejansko pomagaš, ne vem, tudi zdravim ljudem, je to zares ogromno in ti da tisto več kot potrebno moč za to, da rineš naprej in da verjameš, da bo na koncu vse v redu. In tudi v to verjamem. Če ti poskušaš ostajati v pozitivni naravnanosti in verjameš, da lahko uspe, ti bo, verjamem, da uspelo. Ne? Kaj ti je pa dejansko dalo največji zagon za boj? To, da sem vedno zagovarjal dejstvo, da želim živeti življenje s polno žlico in da bi rad doživel to in drugo stvar. Tako sem recimo tudi 6 let nazaj šel teč čez Slovenijo za dober namen. Nikoli prej nisem bil maratonc, ampak mi je dejansko uspelo preteči 430 km čez Slovenijo in je to en tak lep, nepozaben spomin. In ko sem študiral, star sem bil 30, ko me je doletela diagnoza, ali je dejansko to, kar pač sem sposoben dati svetu oziroma ljudem okrog sebe in če je to dejansko moje življenje, ki se bo končalo zdaj pri 30-ih, nisem želel verjeti v to in verjel sem, da mora biti nekaj več zadaj. Zato sem poskušal tudi v najtežjih trenutkih najti, ne vem, kako bilko upanja, da pač grem naprej. Tudi ogromno mi je pomenilo
da sem imel nekaj časa na začetku, ker si samo v bolnišnici je normalno težko, ampak kasneje sem začel ceniti ta svoj čas, ki ga imam in prej recimo za razliko od prej nikoli nisem mogel biti sam. Vedno sem potreboval, ne vem, recimo tudi po službi nekoga ob sebi, vsaj da grem na pijačo, pa da je nekdo ob meni. Ampak ko te doleti diagnoza, pa se mi zdi, da se končno začenjaš imeti rad in da dejansko nameniš sebi to ljubezen, ki si jo marsikdo, ki je zdrav, ne. In zaradi tega se mi zdi, imamo okrog sebe toliko nesrečnih ljudi, ki niso zadovoljni ali službo, niso zadovoljni, ne vem, recimo ali z svojimi zasebnimi življenji in ja, ko enkrat začneš imeti rad sebe, potem vedno najdeš upanje za to, da živiš naprej. No in ljubezen do sebe je pa sigurno to, da če začutiš, da je nekaj narobe, da greš pravi čas na pregled. Definitivno. Jaz sem en izmed tistih fantov, ki recimo na en mesec sem potreboval, torej iskreno, da sem šel do svoje zdravnice, normalno, brskal sem po Googlu, ne tega početi, ne vem, napišeš noter bolečina v modih in ti vrže, ne vem, spolno prenosljiva bolezen, potem vnetje, rak, potem normalno brskaš naprej in odpre se ti 1001 informacija in ne, ko karkoli začutite, ko karkoli opazite, prvo pojdite do svoje zdravnice oziroma zdravnika, povejte, kaj se dogaja in preventiva je ključnega pomena oziroma tudi pravi čas odkrit rak ogromno prispeva k temu, da na koncu lahko ozdravite. Ana, kaj bi se morali naučiti iz te njegove preizkušnje? Tako kot sem že povedala, prvo sigurno to, da se pravčas odpravimo k zdravniku, da to ni tabu, da je to naša dolžnost, če ne iz ljubezni do nas samih, iz ljubezni do tistih, ki nas imajo radi in bi sigurno še želeli nas imeti ob sebi dolg časa. Drugo pa je to, da uživajmo vsak dan, sekiramo se preveč zaradi malenkosti, tako kot si že na začetku povedala, na nagrobniku ne bojo pisale. Tudi če je kdaj malo slabši dan, da ne delamo iz tega drame velikih stvari, ker tako kot prav pregovora, ne. Bolan človek ima samo eno željo, zdrav pa stone. Za konec pa še kakšna vajina spodbudna misel za naše gledalce. Denis? Aha, bom začel kar jaz, ok. Rad bi vam sporočil to, da namenite čim več časa sebi, se pravi, tudi če imate doma družine, tudi če imate otroke in tudi če se vam zdi, da ne morete najti časa zase, nekje se zagotovo najde. In počnite tiste stvari, ki vas veselijo, najdite vsaj nekaj časa v tednu za to, da ali preberete knjigo, ali greste v sprehod v naravo, ali, ne vem, si privoščite karkoli drugega, ampak preprosto imejte se bolj radi, kot se imate mogoče trenutno in videli boste, ko boste začeli raziskovati ljubezen do sebe, se bodo začele dogajati čarobne, čudežne stvari in morda tudi v najtežjih situacijah, v katerih ste, pa mogoče te niso povezane z boleznijo, mogoče so povezane, ne vem, recimo s financami ali karkoli drugega. Ko boste enkrat namenili več ljubezni do sebe, boste tudi šli pravo smer za to, da bi bili nekega dne srečnejši in zadovoljnejši. Ana, še ti na hitro? Ja, hvala Denisu in vsem medijskim osebnostim, ki delijo take zgodbe z ljudmi, ki so jim tudi v navdih, rešilna bilka. In tako bi rekla, da res se veliko iz tega naučimo. Nikoli ne veš, kdaj boš ti v tej zgodbi ali pa kdo tvojih bližnjih. In zato se mi res zdi pomembno Denisovo sporočilo, da uživajmo vsak dan in v vsakem dnevu pač poskušamo najti nekaj lepega in pozitivnega, ker je res veliko lepega okoli nas. Hvala, da sta z nami delila vajine občutke. Hvala za povabilo. Hvala tebi. Če tudi medicina hitro napreduje, lahko za svoje zdravje še vedno največ naredimo sami.
Za vse bolezni velja, da jih je bolje preprečiti kot zdraviti. Zato bodite korajžni in se pri vsakem dvomu takoj posvetujte s svojim zdravnikom. Pričakovanje jutrišnje oddaje Nov faktor pa vas lepo pozdravljam in kot ponavadi, naj vam vaša zvezda sveti.